Infodromovce najbolj vznemirja predlog uvedbe obveznega tujega jezika od 7. razreda dalje. Zdaj imajo eni velike probleme pri učenju angleščine, tako bi imeli pa še neko dodatno skrb, še nek dodaten jezik. Sploh bi bila to zelo velika obremenitev, zato ker če se ti hočeš resno učiti nek tuj jezik, v zadnji triadi bi to moglo biti vsaj neke 3 ure na teden. Tudi sami ste že dali pobudo, da bi imeli poseben dodatni predmet računalništva. Strokovnjaki predlagajo, da bi bil dodatni predmet le v 5. in 6. razredu. Jaz se ne strinjam, da bi imeli dodatne ure računalništva. Že zdaj, ko imamo enkrat ali pa 2-krat na leto računalništva po 2 uri, dobimo dosti izobrazbe za tako starost. Jaz sem za 5. in 6. razred dodatno uro računalništva, mogoče pa tudi od 1. do 9. Saj digitalizacija je zdaj že zelo popularna in tudi v prihodnosti boste vedno več računalništva. In če bomo imeli kaj znanja o računalništvu, bomo tudi računalniško pismeni. Eden izmed predlaganih ukrepov je tudi prenova učbenikov. Dosti na široko, mislim, to, kar pač pove učitelj, recimo pri teh naravoslovnih predmetih, s kakšnimi poskusi ali pa drugimi primeri pokazana ta snov. Jaz sem za prenovo učbenikov, zato ker so učbeniki preveč dolgi, debeli in veliko preveč stvari je noter napisani. Bolje bi bilo, da jih prenovimo v bolj interaktivne. Po lanskih izjemno slabih rezultatih mednarodne raziskave o državljanski vednosti predlagajo še dodatno uro domovinske in državljanske kulture in etike v 7. razredu osnovne šole. Krepitev ni potrebna, že zdaj imamo te neke osnove in potem tudi na srednjih šolah se o tem še več učimo, ampak mogoče bi lahko seveda še malo bolj predmet spremenili, da bi bilo več o morali pa o etiki, ker se od državi že učimo recimo pri slovenščini pa pri zgodovini. Meni se zdi dodatna ura DKI-ja v 7. razredu potrebna, ker se pri tem predmetu pogovarjamo o pomembnih temah, kot so vrednote in sestava države in bi jih mladi veliko bolje razumeli, če bi se v njih več pogovarjali.